Športna zveza gluhih Slovenije je razglasila najboljše športno društvo gluhih v letu 2020. Predsednica ŠZGS Sabina Hmelina je plaketo podelila medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj, ker je lani med vsemi 13 društvi na državnih prvenstvih gluhih osvojilo največ točk. Moram reči, da sem na to priznanje zelo ponosen. Kot predsednik društva ponosen sem tudi na vse športnike, ki so prispevali s svojimi rezultati za to priznanje. Ponosen sem tudi na podporo celotnega društva. Vem, da vsi navijajo za nas. Vesel sem tudi, da gorenjski župani tudi zelo pozorno spremljajo te naše uspehe in nas motivirajo in spodbujajo. In res mi je vesele sodelovati v taki složni ekipi. Poleg tega me veseli, da je vedno večje zanimanje za naša športna tekmovanja, za naše treninge, da prihajajo novi tekmovalci. Postali smo, res ena lepa športna složna ekipa, ki se znamo spodbujati, znamo se motivirati in rezultati se zastavljamo. Moram reči, da so naši športniki številnih občin na Gorenjskem, kot Vode, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Jesenice, Žiri. Kadarkoli so rezultate, tudi obvestimo vse te župane občinske uprave. Vesel sem, da nam vedno govorijo, da se naši rezultati pojavljajo tudi na spletnih straneh in Facebook, objavljajo po občinah in da je tudi naša neimenost vedno bolj prepoznavna tudi po zaslugi naših športnikov. Tako da hvala vsem za udeležbo, da se bomo tudi naprej in verjamem, da bo to zadnja velika in da bo še Šport je pravzaprav tisti, ki briše meje mogočega in lahko rečem, da je priložnost, da se vanj lahko vključijo vsi. Konec koncev vsakdo na svoj prilagojen način. No in če smo pri naših, da tako rečem, zmagovalcih, prav članice in člani Kranjskega društva gluhih in naglušnih so res neverjetni. Žanjejo uspeh za uspehom in mislim, da jim lahko vsi damo dejansko kapo dol. Jaz in dejansko vsi okoli mene se veselimo vsakega novega mejnika, predvsem pa se jim zahvaljujem za odlično promocijo Kranja, ki je tako postalo najbolj poznano mesto v svetu tišine. Res lepo je slišati, da v koncu korone tudi športniki z invalidnostjo dosegate odlične uspehe. Čestitam našemu društvu Auris, že drugič zapored je najšportno društvo v naši državi. Pogledal sem si slike z vaših tekmovanj, z vaših podelitev, dobra volja, druženje, prijateljstvo, razpoloženje, nasmeh na ustih in očeh pove vse.
Čestitam, pogumno naprej, šport nas druži in povezuje. Srečno! Škofja Loka je športno mesto. Izjemno število uspešnih športnikov in športnic, različnih društev, različnih sredin, ki se ukvarjajo s številnimi športnimi panogami. Eno izmed izjemno uspešnih društev je tudi medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Auris. Vrsto let z veseljem spremljam njihove uspehe in tekmovanja, predvsem tekmovanja v balinanju, pa tudi drugih športnih panogah. Uspešni so in s tem verjamem, da promovirajo in opozarjajo tudi na vrednote vključevanja, strpnosti in solidarnosti in še ponesejo dober glas v našem mestu daleč naokoli. Srečno in uspešno! Že drugo leto zapovrstjo smo naše društvo Auris gluhih in naglušnih dosegli kot najboljši športniki cele Slovenije. Ni to nastalo čez noč. Športniki vseh kategorij smo nekako se povezali, vzpodbujamo en drugega. Vzpodbudo imamo predvsem podprvo od naših glavnih, se pravi od sekretarke Zlate, od Urše, ki nas vzpodbuja in takoj objavlja. Vsi naši zaposleni in člani navijajo za nas. In na koncu, ko dobimo nagrado, ko dobimo prve medalje, je tukaj potem še župan mestne občine Kranj, ki nas javno pohvali, pošlje čestitko, obišče nas in to so dodatne motivacije. Predvsem pa je pomembno in vidi se, da kot ekipa sodelujemo, da pomagamo en drugemu. So bili na začetku kakšni kiksi, da so bile nevoščljivosti, ampak naučili smo se, da stojimo en z drugim, predvsem, da si pomagamo. No? In to so rezultati. Zelo sem ponosna na vse športnike, tudi nase, da pozitivno razmišljamo, da smo umirjeni, da stojimo in z drugimi in ne samo mi med seboj, da pomagamo tudi drugim ekipam. Naprimer pri orientacijskem teku, kjer se ekipe pomešajo med seboj, da tudi njim pomagamo in to je dokazalo tudi pri prejšnjem tekmovanju, da smo dosegli toliko medalj. Res ponosna sem na vse. Hvala. Najgluhe športnike tudi v prihodnje odlikujejo dobri odnosi, zdravje in rezultati.